Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Gost Studia 1, kjer gostimo obramboslovca, ki že 30 let tako ali drugače kroji usodo političnega parketa v Sloveniji. Bil je ključna figura v osamosvojitveni vojni v Sloveniji leta 1991. Edini slovenski politik, ki je kar 3-krat opravljal vlogo predsednika vlade. Zaradi svoje trme oziroma nepopustljivosti pa je velikokrat tudi trn v peti predvsem politikom in pripadnikom iz levega pola. Danes gostimo predsednika Slovenske demokratske stranke, Janeza Janšo. Gospod Janša, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Nekdanja županja ljubljanska Vika Potočnik je leta 2015 dejala v vas, citiram, v sebi prepričana sem, da tudi iz duha takratnega duha mladine vseeno nosite neke bolj leve poglede. Kako gledate na to izjavo danes? Glejte, prvič, politika v prejšnjem režimu ni bila ne leva, ne desna, ker je bila samo ena. Je bila pač to ena, rekel, ekstremna opcija pogleda na svet in tisti, ki smo, ne vem, se šolali v tem duhu, ki, ne vem, smo odraščali v družinah, kjer so se starši bali povedati resnico. Danes za vas voda je regionalno. V Mariboru se soočajo z vprašanji glede prihodnjega delovanja javnega holdinga Maribor, saj nadzornim svetom občinskih podjetij s koncem avgusta potekajo mandati. V splošni bolnišnici Murska Sobota je nedavno potekala krvodajalska akcija Črno-bela krv, ki jo je organizirala nogometna šola Mura v sodelovanju s Centrom za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Številni prostovoljci so se odzvali vabilo ter prispevali svojo kri, kar bo zagotovo pripomoglo k reševanju življenj. Ključni poudarki minule letne konference sindikata upokojencev v Murski Soboti vključujejo zaskrbljenost glede pritiskov kapitala na pokojninski sistem, kjer se poskuša oslabiti obvezno pokojninsko zavarovanje v prvem pokojninskem stebru. Spoštovani gospod Kek, svoje otroštvo ste preživljali na Krekovi ulici v Mariboru, ki leži le streljaj od stadiona Ljudski vrt. Je prav ta lokacija vplivala, da ste se predali nogometu, ali vas je nad tem športom navdušil vaš oče Franc, ki je med drugim tudi igral za nogometni klub Maribor? Ja, dober dan, pozdravljeni. Vse po malem, mislim, da. In eno in drugo, nekaj verjetno že zapisano v genih. Drugo je pa bilo, ja, da z 9. nadstropja se je videlo direktno na Ljudski vrt. Takrat je bila tudi košarka zelo popularna, Maribor 66, ampak moja pot je šla v nogomet. Spoštovana gospa Javšovec, v otroških letih ste v Mariboru stanovali blizu teniškega kluba Branik. Vaš oče je bil sprva nogometaš, kasneje smučarski skakalec. Opravljal pa je tudi vlogo vodja atletskega kluba. Kljub temu ste raje sledili bratovim stopinjam v teniških vodah. Zakaj je temu tako? Ja, tu smo res stanovali zelo blizu teniškega kluba Branika in nekako v ulici sem bila edina deklica. Fantje so pa vsi igrali nogomet in začeli smo z nogometom. In ko smo imeli dovolj nogometa, smo postavili 2 stojala na dvorišču in vendar sem jaz vedno pobegla na teniški klub, kjer so pač bili vsi ti fantje, s katerimi sem se družila. Ampak ja, bila sem mala, slabotna in loparjev svojih nismo imeli. In pač takrat smo si loparje sposojali, čeprav to za današnjo generacijo je verjetno nepojmljivo. Ampak nikoli mi niso dali loparji. Enostavno so rekli, aha, ti si pa premajhna, idi domov pri naslednje leto. Pač brat je potem si sposodil 2 loparja, enega dal meni. In tenis mi je očitno bil bolj zanimiv kot atletika, samo tekanje. Tako da, tak so bili začetki.
Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v soočenju za župana mestne občine Maribor. Slednja je z nekaj manj kot 112 tisoč prebivalci razdeljena med 11 mestnih četrti in 6 krajevnih skupnosti. Pretekla 4 leta se je veliko denarja porabilo za številne večje investicije. Nekaj manj ga je bilo za programe in ljudi. V mestu ob Dravi se tudi na letošnjih lokalnih volitvah za županski stolček poteguje največ kandidatov kot v vseh 212 slovenskih občinah. V današnji oddaji bomo med drugim ocenili razvoj mesta v preteklih 4 letih in predstavili svoje vizije za naprej. Danes so z nami kandidatka liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti Lidija Divjak-Mirnik, kandidat socialnih demokratov Boštjan Klun, kandidat Slovenske demokratske stranke Dejan Kaloh, kandidat Gibanja Svoboda dr. Vojko Flis, kandidat Nove ljudske stranke Franc Kangler in župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič. V preteklih 4 letih so izpeljali številne investicije. Koliko sredstev je bilo za to porabljenih, pa si kar pogledamo v prispevku. Gospod Flis, v vaših prejšnjih funkcijah ste veliko delali na evropskih projektih. Kako ocenjujete dejansko to mestno upravo? Kako je črpala evropska in državna sredstva? Motijo nekatere številke, morda jih bo lahko kdo pojasnil. Po uradnih statističnih podatkih smo iz Evrope kot mestna občina načrpali samo 13 milijonov in še nekaj denarja, Kranj v istem razdobju 48 milijonov. Po drugi strani pa, če gledam občinski proračun, letosnja zadolžitev 25 milijonov, načrtovan primanjkljaj 26 milijonov in pa kazalnik razvitosti mestne občine Maribor, ki je univerzitetna občina, ki ima univerzo, je padel pod 1, kar pomeni, da Maribor drsi med nerazvite občine. In tako smo prišli do konca soočanja kandidatov za župana mestne občine Maribor, kjer se glede na povedano obeta huda bitka za verjeten drugi krog lokalnih volitev. Prihodnost mesta ob Dravi pa naj bo v rokah tistih, ki ljudem ponujajo imenitne ideje, kako voditi mesto in ne možnost do relativno boljše službe ter imenitnejšega družbenega statusa. Spremljate nas znova prihodnji petek, ko bomo gostili kandidate za županski stolček v mestni občini Ptuj. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.